Srečanja. Srečanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Srečanja. Nocoj bomo odprli eno od tematik, o kateri smo že govorili na naših valovih, in pa sicer o enem odgovoru na to tematiko. Namreč srečali se bomo z možnostjo, eno od možnosti, kako odgovoriti na vprašanje neplodnosti, s katero se danes, lahko rečemo, srečuje vedno več parov. Ena od teh možnosti, kako pravzaprav napolniti odnos, kje iskati rešitve, je tudi posvojitev. In to pot sta ubrala tudi moja nocojšnja gosta, in sicer Erna Flogi Dolinar in Damjan Dolinar. Dobrodošla. Dober večer. Dober večer. Za začetek bi vaju prosila, da mogoče malo predstavita vajino družino, prihajata s Komende. Tako je, mi smo 4-članska družina, prihajamo iz Komende, imava 2 posvojena otroka, punco, mladostnico, Ano Mašo, 13 let staro, in fanta Tima Manuela, 10 let starega. Oba smo posvojili še kot dojenčka, tako da ves čas živimo kot posvojiteljska družina in smo tudi aktivno vključeni v društvo Deteljica, kjer se srečujemo posvojiteljske in rejniške družine iz cele Slovenije. Mogoče bi vaju prosila, da malo se sprehodimo skozi to vajino zgodbo, namreč posvojitev je kar, se mi zdi, tabu tema v naši družbi. Veliko premalo govorimo o tem, sploh pa o neplodnosti. Mogoče, kako sta vidva sprejela to, kako sta se soočila s to bolečino pravzaprav? Ja, ni bilo enostavno. Potem pa je nekega dne žena rekla, kaj pa, ko bi si malo pogledala tudi posvojitev. Nisva bila čisto sigurna, ampak sva našla društvo Deteljica in sva si rekla, pejva pogledat, da vidva, kaj to sploh je, da zveva kaj več o posvojitvi in potem vidva, ali je to nekaj za naju. In ko sva prišla tja, moram reči, da je bilo to nekaj posebnega, ker je bilo povsem drugače, kot sva si predstavljala. Že na prvem srečanju dobiš najprej knjigo, ki z naslovom Posvojitev otrok, in ta govori o roditeljicah. Vprašanje, s katerim se ponavadi nekdo, ki želi posvojiti na začetku, sploh ne ukvarja. Povsem druga tema. Je pa zelo pomembna tema, ker je to začetek otroka, začetek zgodbe, v katero boš morebiti vstopil. In od tam je šla pot v čisto drugačno smer, namesto da bi na začetku zvedla kaj več o posvojitvah, kako se to naredi, 3., 4., je pravzaprav bil glavni fokus, glavni poudarek, se pravi delo na odnosu, spoznavanju samega sebe, in pa predvsem ukvarjanje in reševanje, tega vprašanja neplodnosti. Torej, začne se povsem drugi. Kako sta vidva se srečevala s tem vprašanjem neplodnosti? Kot ste rekli, delati na odnosu. To je tisto verjetno, ker lahko se zgodi, da par, ko spozna, da ne more imeti otrok, da potem zaškripa v odnosu. Jaz moram povedati, da to dejstvo ali pa ta resnica, da midva ne bova mogla imeti otrok, to je bilo zame zelo težko. Zelo težko, žalostno. Zdelo se mi je, da sem v eni taki jami, iz katere nikoli ven ne bom prišla. Še posebej zato, ker je zame družina ena taka sveta stvar in zelo, zelo visoka vrednota. In potem, ko prideš do tega, dejansko imaš občutek, kot da si sam, kot par, kot da si sam, vsi te nekaj tolažijo, govorijo, saj bo, sprostite se, saj bo Bog pomagal, ampak to so eni taki stavki, ki ti takrat čisto nič ne pomagajo. In tako kot je že Damjan rekel, zelo pomembno je, da greš nazaj k sebi, torej da se sprašuješ, zakaj je do tega prišlo, zakaj je to tvoja pot, zakaj ti je Bog namenil tako pot ali pa nama namenil. In da dejansko si vzameš čas za to žalovanje. To je dejansko neke vrste
izguba neke tvoje poti, ki si jo prej predstavljal. In je zelo pomembno, da si tudi kot par vzame čas za ta proces žalovanja, da potem kasneje, ko mogoče pride otrok v družino, v bistvu to žalovanje ne ostane nekje prikrito, nekje pod preprogom in seveda v različnih obdobjih potem to nekako pride na plan. Tako da meni se je zdelo zelo pomembno, da sva si vzela ta čas za žalovanje. Veliko nama je pri tem pomagalo torej društvo Deteljica, predvsem ostali pari, ki so šli čez podobne ali drugačne izkušnje. Na koncu ima vsak malo drugačno izkušnjo, ampak vseeno nas pa nekaj veže tisto spoznanje ali pa tista resnica, da nikoli ne boš mogel imeti svojih otrok. Ja, in pomemben je ta pogovor, kot ste rekla, torej srečati se, biti iskren tudi verjetno o svojih čutenjih. Tako je, zelo, zelo pomembno, da se veliko o tem pogovarjaš, da skupaj, midva sva veliko potem potovala skupaj, molila, različne stvari delala, ker je bilo zelo pomembno, da midva kot par greva to čez, ne samo vsak posameznik. Ja, mogoče bi jaz tukaj dodal, pri posvojitvi se tukaj srečata dve rani, ali pa dve bolečini. Na eni strani otrok, ki je zapuščen, in na drugi strani par, ki ne more imeti svojih bioloških otrok. In seveda zdaj otrok, ko pride na svet, on ne more sam razreševati te rane in je zato pomembno, da najprej, se pravi, bodoča posvojitelja skušata razrešiti to bolečino, to rano. In Erna je omenila, da sva potovala, nama je to društvo Deteljica pri tej poti zelo veliko pomagalo, ampak ravno na enem potovanju sva morda skupaj prišla enkrat do enega trenutka, ko sva sprejela, da tudi če ne bova imela sploh otrok, ne svojih, ne bom rekel posvojenih, da je to okej. Da sva potem tukaj drug z drugim in da je pač to življenje, ki je pred nama, bom rekel, namenjeno na takšen način. In ravno, bom rekel, to je bilo prav osvobajajoče, to spoznanje. Je pa zanimivo, en mesec po tistem je pa prišel klic, da v bistvu je v porodnišnici v Ljubljani ena punčka, in to je bila potem najna Maša. Ja, zgleda, da je ta ljubezen dozorela do te točke, da je bila pripravljena potem sprejeti. Točno tako. Ker pravijo vedno v paru, prvorojenec je odnos med zakoncema. In to je tisto, kar sta vidva najprej zgradila, preden sta dobila hčerko. Me pa zanima, torej, kako je ta želja po posvojitvi potem v vama rasla? Ali je ta klic kar prišel, ali je že prej se zbudila želja? Jaz bi rekel, da ni bilo na začetku te želje. Na začetku je bilo bolj, bom rekel, radovednost. Ali je to morda pot za naju. V srečevanjih, v osnovnem programu, se pravi za pripravo na nadomestno starševstvo, sva imela pa priložnost spoznati druge pare, ki so bili že družina, ki so imeli otroke in začeti spoznavati to dinamiko. In potem začneš razvijati odnos do tega, se začnejo razblinjati strahovi ali pa, bom rekel, nesigurnosti, ki si jih imel. In vidiš tudi zelo, zelo veliko različnih zgodb in situacij, lažjih in težjih, in pa tudi življenjskih zgodb kasneje, kot, bom rekel, je soočanje s tem, da v družino vstopi še en drug kos biološke družine, otroke in tako naprej. Zelo veliko je teh zgodb, resničnih življenjskih, ki smo jih v živo srečevali in se o njih pogovarjali. Potem oblikuješ svoj odnos do tega, nikoli nisi tako kot pri biološkem otroku na vse pripravljen, ko otrok pride, ampak si šel čez nekaj situacij, da lahko razvijaš svoj odnos do tega in si bolj pripravljen, ko, bom rekel, se sam soočiš z različnimi situacijami. Če pridemo nazaj, se pravi, bom rekel, te otroci, ki sva jih videla, vidiš, da so to povsem normalni otroci, enaki kot, bom rekel, biološki. Je ena pomembna razlika,
ne, seka ven, čutiš to zapuščenost, ves čas gledajo, kje so posvojiteljski starši, seveda v njih je strah. Ali me bo kdo spet zapustil, ne? To je zelo močen užgan straha. Ne? In tudi, bom rekel, še druge stvari so posebnosti, ampak v osnovi so pa, bom rekel, povsem, bom rekel, običajni otroci, tako kot vsi ostali. Ja? No pa če se vrnemo zdaj na tisti klic iz porodnišnice. Ja. Ja, to je bilo... Ta klic sem jaz prejel, ne? Zato, ker žena ne dviguje telefona, ne? Ali pa nima telefona toliko pri sebi, tako da dobil sem ga jaz. Potem je pa bil glas na drugi strani, Damjan, a sta pripravljena na avanturo, ne? Seveda, potem sem pa ženo poklical, ne? Pa sva pa se že peljala v porodnišnico, ne? Ja, še najprej na Center za socialno delo v Šiška, kjer naj jo sprejela Viktorija Bevc, takrat je bila strokovna delavka na centru. In jaz se še danes spomnim, kako sva sedela v njeni pisarni, kako je ona razlagala celotno situacijo. Jaz sem si poskušala čim več zapomniti. Ampak še danes mi tako odmeva ta stavek njen, ki je rekla: Erna, imeli boste veliko družino. To, kar sem si jaz večno prej želela, to pa zato, ker imata najina otroka, tudi druge biološke sestre in brate. In jih je veliko. In smo zdaj kot neka razširjena družina, ne poznamo se še vsi, ampak nekaj od nas se pozna. In dejansko imamo že zdaj veliko družino, kaj bo šele prišlo. Tako da jaz sem takrat res tako poskušala si čim več zapomniti teh informacij, in si dejansko že v živo zelo lahko predstavljala to punčko in kako naj rečem, jaz sem prišla iz pisarne, iz enega sestanka na Center za socialno delo in takoj v porodnišnico in tam ostala za naslednje 3 dni, tako da meni se je svet čist na glavo obrnil v tem smislu iz tiste pisarniške zgodbe. Ni bilo teh 9 mesecev priprave. Tudi za očeta ne. Zato, ker jaz pa sem mogel v dnevu 2 nabaviti vse, od posteljice, plenic, potem flašku, blekc, tako da čez noč je bilo treba vse zrihtati. Ja, zanimivo je bilo tudi, mislim, ker takrat je v bistvu se ti res v enem dnevu, v 2 zgodi vse tisto, kar ste vi rekla, da drugače 9 mesecev nekako, da 9 mesecev se pripravljaš na to, tudi polno teh čustev, ki je v tebi, po eni strani tako veselje, v bistvu sreča, zadovoljstvo, po drugi strani pa ti strah, a bom zdaj to zmogel, a bom sploh uspel temu otroku dati tisto, kar on rabi, ne tisto, kar si jaz zdaj predstavljam iz trenutne moje situacije. In to je bilo tisto, kar se ti plete in ni enostavno, zato je tako zelo pomembno, da se pripraviš na to, da greš čez en program priprave na posvojitev in midva sva imela to res veliko srečo, da sva našla društvo Deteljica, zgolj po naključju, na internetu sva je takrat našla. In v bistvu se pripravljala na to situacijo, vsaj teoretično. Tako da potem, ko smo prišli v porodnišnico, veste, kako je dojenčka ti v roke predajo, ti si polnenih čustev, gledate veliko medicinskih sester, socialnih delavk, tako da vsaj jaz osebno sem bila potem zelo srečna, ker smo sami 3 ostali v sobi, kjer smo lahko prvič si dali en tist pogled, tako sproščen pogled mame, očeta, otroka. Je bila tudi zanimiva potem še prva noč, kjer v bistvu Ana sploh ni spala in seveda potem tudi jaz ne, jaz sem imela polno enih čustev, enih dogodkov, enega veselja, enega strahu v sebi, in ona je to sigurno čutila in potem zjutraj, potem so jo posred noči odpeljali tako kot spat tam, ker ti dojenčki spijo, ampak drugo jutro sem se še z večjim strahom zbudila, kam so jo zdaj odpeljali, tako da od takrat naprej nismo več narazen nikoli potem spali in se mi tudi zdi, da je potem tisti moj strah nekako prešel in potem tudi od Ane strah in potem
potem smo nekako takoj vedeli, da smo kot družina skupaj in da gremo to pot, kakršna koli že bo. Pa ste imeli takrat kakšen stik z mamo tudi? V porodnišnici? Ne, z biološko mamo nismo imeli stika. Je imela kasneje stik potem ta naša socialna delavka, da nam je določene stvari povedala in to. Zato smo zelo hvaležni, ker oba otroka zelo zanima, kako je bilo. Vsaka najmanjša podrobnost, ki sva jo vedela ali pa ki jo vema, veliko ne vema, ampak vse tisto, kar vema in kaj ima povema in ima je zelo, zelo dragoceno. No? Tako da zato je tako pomembno tudi, da si čim več skušaš takrat zapomniti, ker otroka to zanima, tako kot vse nas mi lahko pač vprašamo. Doma otrok pa zaenkrat nima koga za vprašati. Še to me zanima, je nek postopek, torej je posvojitev bila lahko takoj ali si lahko mati biološka še premisli nekaj časa? Proces je bil takrat takšen, vmes se je zakonodaja rahlo spremenila, ampak v osnovi je bil proces takšen, da roditeljica je že v porodnišnici napisala, da oddaja otroka v posvojitev, da se mu odpoveduje. Potem je pa tukaj, neko obdobje 1 leta, ko se otrok namesti k morebitnim bodočim staršem in v tem času imajo starši možnost videti, kako pa kaj v tem času center tudi presoja. Lahko bi se tudi zgodilo, da bi roditeljica izrazila kakšne pomisleke, čeprav kolikor vem, pa kolikor nam povejo, je to praktično se ne zgodi, oziroma je zelo, zelo redko. Tako da potem pa, ko poteče rok 1 leta, lahko tudi prej, če je v interesu otroka, takrat je o tem odločal Center za socialno delo, ampak v roku 1 leta se pa potem izvede, se pravi formalna posvojitev. In od takrat naprej je tudi v rojstnem listu in povsod vse tako, kot bi bilo pri bioloških otrocih. Pa vas je bilo kaj strah mogoče, da bi si roditeljica premislila ali pa kakšni... Ne, ni bilo tega prisotnega. Ne, tudi pri meni tega strahu sploh ni bilo. Jaz ne vem, jaz sem šla z enim takim zaupanjem v to. Mogoče je to posledica tega, kar smo slišali na tem programu Deteljica, to, kar je Damjan na začetku povedal, ker smo najprej dobili v roke knjigo o roditeljici in o njeni zgodbi. Tudi njen sigurno ni bilo lahko, tudi njena pot je mogla biti zelo zapletena ali kakršnakoli že, da je do take situacije prišlo. Si sami predstavljate, kako mora biti ženska v stiski, da se odloči za ta korak. Tako da iz tega vidika jaz nisem imela nobenega strahu, eno tako zaupanje. In jaz sem si že itak rekla prej, če tako Bog za naj odločil, midva sva že itak prej rekla, da otrok ne bova imela, pač sva prišla do te točke. In če pa zdaj rekel, zdaj pa klepa mata, pol je že tako pot nekako mišljena naprej za naju. Pa še nekaj je, na kar marsikdo pozablja pri posvojitvah, ko vsi, gledajo seveda na starše ali pa na posvojitelje. Pri posvojitvi je osnovna zadeva, gre za otroka. In za njegove potrebe. In ti si tam zaradi tega, tudi v tistem enoletnem obdobju, in je bistven otrok. Seveda mu daješ ljubezen, ga jemlješ kot svojega in je to tudi povsem naravno. Ampak če z tega vidika vzameš in če ne rešuješ več, neke svoje bolečine, potem seveda to se mi zdi, da gre kar samo od sebe. Te osvobodi na nek način. Tako je. Kdaj pa sta ji povedala, da je posvojena? To je pri nama to že od vsega začetka. Od začetka, takoj, ko je lahko razumela, se odprto pogovarjamo o tem, že na začetku, seveda letom primerno, preko zgodb, se je veliko zgodb, pa je zgodba o Mojzesu, ki je bil posvojen. In če prebereš otroku zgodbo iz Svetega pisma za otroke in govoriš o Mojzesu, rečeš, to je pa tako, kot je bilo pri tebi. Tako da počasi vstopa vanjo. Tako, ali pa recimo v knjigi o džungli Mowgli, prav tako, in je zanimivo, pa kasneje Harry Potter, se pravi v pravljicah, v zgodbah je tega pravzaprav zelo, zelo veliko. In na ta način lahko,
otroku primerno, da razume, to je tako, fajn, ne? Ja, jaz se spomnim v našem primeru, da Jana enkrat me je vprašala, mama, a si me tudi ti tako v trebuhu nosila, pa me rodila? In to se prav spomnim, smo se enkrat z avtom vozile, to je bila po moje tako 3 leta stara, ne več. In takrat je bil zame test. Jaz se prav spomnim, ko sem pogledala v ogledalo, pa sem rekla, Jana, jaz te pa nisem. To je bila pa ena druga. Ko si se pa rodila, potem si pa prišla k nama. In takrat se mi je zdelo tako, še en test dodaten, ali bom to zmogla, to narediti tako brez tistega, kako se rečemo, cmoka v grlo, veste, da je to v bistvu res nekaj takega, da si ti osvobojen te svoje zgodbe. In na to, v takih situacijah smo veliko govorili na deteljici in zato je potem tisto, moš pa ti potem v živo na svojem primeru preizkusiti, pa vidiš, a je to zdaj drži, ali si to usvojil, posvojil nekako, a je to del tebe, ali je to še samo na teoretični ravni zgodba. Tako da res že od samega začetka govorimo o tem. Mi smo tudi vsi 4 člani društva Deteljica, gremo vsako leto na tabor in tam se otroci tudi med sabo srečujejo že zelo od malih nog in se tudi med sabo pogovarjajo. Tako da je v bistvu to, veste kako, kakšna družina je članica športnega društva, druga pevskega, mi smo pač društvo posvojiteljskih družin in to je del življenja, del tako vsak dan in nič je po svoje malo posebnost, ampak hkrati tudi je to neko normalno družinsko življenje. No. S tem rastejo nekako. Tako, ja. In mi si tudi ne znamo predstavljati, da bi bilo kako drugače. Ja. Ja. No, ampak omenjate, da ste 4. Kako je prišlo pa potem še do tega, da ste dobili še fantička? Spet božja volja. Božja volja in spet žena ni dvignila telefona, tako da je klic prišel do mene. In takrat sem bil v tujini na službeni poti, sem dobil klic in je klicala ta socialna delavka in rekla, a je mati vaše Ane ta pa ta, sem rekel, imamo pa v porodnišnici enega fanta, ki ga je ta ista roditeljica prav tako rodila. Se pravi, brat prav? Biološki, tako. In samo, bom rekel, nimamo urejenih dokumentov, bi pa, ker ste vi edina družina, ki jo poznamo, ne, da otrok ne bi bil v porodnišnici sam, a bi bili pripravljeni tja pride tudi zraven, da otrok ne bo sam. In sva se hitro slišala, smo rekli, seveda, to je brat od Ane, tudi če ne bomo mogli posvojiti, je to, bom rekel, ena posebna priložnost in smo šli tja. No, potem pa v nekaj dneh, ko so pa uspeli se srečati z roditeljico in je ravno tako, bom rekel, zapisala, se pravi, da gre otrok v posvojitev. No, takrat so nam pa rekli, če bi ga mi posvojili in tako sta pravzaprav brat pa sestra prišla skupaj. Ker sem rekla, da je božja volja, mi vsako leto kot moj oče v bistvu si zelo želi romati na Brezje in potem vsako leto kot družina gremo enkrat na leto skupaj na Brezje, no in to smo šli ravno tisti vikend, ki se je Timo rodil. In tudi Damjanu se je tako, ga je Bog nagovarjal, da mogoče en fant pride v našo družino preko imena in potem smo prišli domov in v ponedeljek se je potem to zgodilo, tako da jaz to rečem, to je božja volja, to ne moreš tako kot človek vplivati na to. Ja. Pa imena sta jima vidva dala? Ja. Pri Ani je bilo tako, da je imela delovno ime v porodnišnici, tako da mi da sva dala Ana, potem sestre so ji pač delovno govorile Maša, zato smo potem obdržali Ana, Maša. Pri Timu Manuelu sva pa prav tako nekaj mal Bog sugeriral, nekaj smo pa sami, tako da je Tim Manuel. Sva tudi midva izbrala, ja. Na začetku sta omenila, da imata stike tudi malo več širšo njuno družino. Na kakšen način pa to poteka? Kako je to mogoče, recimo? Pa? Ja, do tega je prišlo tako, da se pravi, oba imata še 3 sestre, ki so ravno tako šle v posvojitev. In je ena od teh iskala stik z roditeljico prek enega centra za socialno delo. Ja, starejša od njiju.
In nekako sta se dve socialni delavki, zaradi tega, ker je bilo z drugih centrov slišali, in je tako prišla tudi do nas informacija, da pravzaprav vprašanje, če bi bili, se pravi, obe družini pripravljeni, je bilo samo vprašanje, ali bi bili pripravljeni na stike. Tako da z naše strani smo rekli ja, z njihove strani prav tako. No in smo se že, bom rekel, starši srečali, ne, tam ugotovili, da imajo te tudi stike še z eno drugo družino, kjer sta še dve punci. Skupaj. Tako. No, na ta način smo, bom rekel, se en dan dobili vsi skupaj na Zbilju, ne, in moram reči, da za najne otroke je bil to verjetno takrat najsrečnejši dan. In to je nekaj posebenega, to si ne moreš drugače predstavljati, ker ti otroci so se takoj čutili drug drugega in ta vez je bila tako močna in pomembna, da tega se ne da opisati niti teoretično, če tega, bom rekel, tam ne vidiš na licu mesta. In je ta vez, to si upam reči, bolj pomembna od te vezi z nami, a ne? In ko, bom rekel, kadarkoli se dobimo skupaj, kot da mi starši ne obstajamo, ne? Ker so oni, bom rekel, v tistem svojem svetu. Sveda, človek si nikoli, Erna je rekla, da si je vedno želela veliko družino, a ne, človek si nikoli ne predstavlja, da je to možno tudi na tak način, ne, in bom rekel, je to kar nekaj izjemnega. In se vsaj z delom, bom rekel, teh deklet, se pravi s temi družinami se dobimo na vsakih nekaj mesecev, ne, tako da pravzaprav vemo, kaj se drug z drugim dogaja, spremljamo življenje in se tudi srečujemo. Ja, to je res. To je tisto, kar smo spet se nazaj vračamo k roditeljici, pa k svojim biološkim koreninam. In te, kakorkoli bratje in sestre, so tisti biološki del. In za otroka je v bistvu, ker dobi enkrat odgovore na to vprašanje, zakaj in kdo so moja biološka družina, v bistvu lahko najde potem en svoj mir. Tako kot moramo mi, pari, ki ne moramo imeti svojih otrok, nekako odžalovati, oziroma si vzeti čas za ta proces žalovanja, da ne bomo mogli svojih otrok imeti, je pa pri otroku pač seveda druga zgodba. In še kako pomembna ta drug del, ta njegov biološki del. Zdaj problem je malo ta, ker seveda se v Sloveniji se ta del se je kar malo skrival. V bistvu se gremo bolj skrite posvojitve ali zakrite ali kakorkoli. Velikrat pa pozabljamo na to potrebo, osnovno potrebo otroka, da če ne kot zelo majhen otrok, pa vsaj potem kot večji, zve za svoje biološke korenine, da lahko nekako s tem najde tudi dokončno svojo identiteto. Lažje gre tudi naprej v življenju, tako, verjetno. tako. Ne? Kaj pa z roditeljico? So imeli kakšen stik? Ne. To pa zaenkrat še nismo imeli, smo odprti tudi za to. Tudi me je Ana enkrat že vprašala, mama, kako bi pa to izgledalo, če bi se mi pa z njo dobili. Jaz sem rekla, to bi izgledalo enako kot z biološkimi sestrami, ali bi šli na kavo, ali bi šli na sladoled najprej. Sem rekla in enako. Kot en del družine na družinskih praznikih povabljeni, sem rekla, tako da mi smo odprti za to, zdaj kaj se bo pa zgodilo, bomo pa pač prepustili življenju samemu in bomo videli, kako zadeve se odvijajo. Je pa tudi tukaj prav, da se sledi dinamiki otroka, ne? Naša vloga je pa pač, da res smo tukaj v pomoč in v podporo. Tako, ja, ni dejansko najina naloga, da vse stvari te iščeva in raziskujeva. Je pa zelo pomembna najina naloga, da seveda stojimo ob strani otrokom, ko bodo to želeli raziskovati ali se pozanimati ali karkoli. Tako da je pa tako, da so seveda zgodbe takšne in drugačne in imaš na eni strani roditelji, ki sploh ne želijo imeti stika in potem mora seveda tudi otroki čez eno težko preizkušnjo. Tudi žalovanje. Tudi žalovanja, tako je. Tako da včasih je treba stvari pač prepustiti življenju, seveda pa ves čas mu stati ob strani in mu pač pomagati na tej poti. Tako, biti odprt na eni strani, nikakor ne forsirati, zato ker bom rekel, otroci tudi v sebi zaradi zavrnitve čutijo jezo in je treba najprej čez
to iti, ne. Tako da bom rekel, ko pa je trenutek zrel, ko v otroku dozori ta želja ali pa ideja, takrat je pa treba stati ob strani in podpreti. Ampak do tega, mislim, težko prideš do tega, še enkrat, če gremo nazaj, če ne greš čez eno temeljito pripravo na posvojitev. Midva zdaj tako prosto govoriva, ker smo res veliko... Ker smo pri drugih to vse videli. Pri drugih videli, veliko časa sva že recimo znotraj tega društva, izredno strokovno sodelavko imamo dr. Viktorijo Bevc in zdaj njeno naslednico Marijo, tako da potem imamo veliko posvojenih otrok, odraslih, ki tudi svojo izkušnjo, kako so oni to doživljali. In potem je seveda lažje tudi tebi, ko v bistvu vzgajaš posvojenega otroka. Tako da je za odraslega človeka, oziroma za tistega, ki si želi na to pot ali pa ki misli, da je to njegova pot, saj to ni spet za vsakega pot, zelo pomembna ta priprava. Ta priprava na to, da dejansko po eni strani odžaluješ svojo neplodnost, po drugi strani pa se pripraviš na prihod posvojenega otroka in seveda na sprejemanje tudi njegove biološke družine, v kakršnem koli obsegu pač potem jo spoznaš ali pa se z njo srečaš. Ja, tudi to, a ne, zavedanje, ko ste rekli najprej, kaj doživlja roditeljica, potem kaj doživlja otroka, ne, to, kot ste rekli, starejši otroci, kako dobro je, da tudi to slišiš, kaj je en tak otrok, predvsem verjetno zaradi tega občutka zavrnitve in marsikaj drugega doživlja. Pa me zanima še mogoče to, zdaj pripravljate vedno te tabore tudi, a ne, in tudi se pripravljate na en tak tabor. Ja, naše društvo ima vsakoletno poletni tabor, na katerem se srečujemo potem vse te posvojiteljske družine, odrasli, otroci, pa ne samo otroci, tudi odrasli posvojenci, tudi rejniške družine, otroci iz rejništva, kjer v bistvu si naredimo tak zelo prijeten tabor za druženje, s pohodi, z igrami, ampak hkrati tudi z časom za pogovor, s časom za strokovne teme in v bistvu lahko nekako tako medsebojno izmenjamo te izkušnje in vsako leto en korak naprej naredimo tudi na tej poti, ker saj veste, ko otrok je mali, so določene vprašanja se izpostavljajo, potem seveda, ko otrok raste, vedno širša ali pa bolj globoka vprašanja se izpostavljajo. In to so vprašanja taka, kot jih imajo, ne vem, normalni najstniki, potem pa še seveda dodatna, ki jih imajo najstniki, ki so pač bili posvojeni. Tako da nekako to dvojno vsebino obdelujemo. In to je čas res za druženje, da lahko pomoči teh naših strokovnih sodelavk, torej tudi kot starši napredujemo in si izmenjamo te izkušnje. No, in letos imamo tudi eno posebno obletnico, to društvo obstaja 30 let, dolgih 30 let in imamo tudi en poseben tabor, letos ga imamo v Bohinju, lepo vabljeni tudi, da nas pridete pogledat. Kjer se bo srečalo, ne vem, več kot 5, vseh skupaj nas bo tam malo manj kot 100, in se tega že zelo veselimo, kjer bomo hkrati imeli tudi eno tako pripravo na našo slavnostno akademijo, ki jo bomo imeli pa v jeseni, v Narodni galeriji, kjer pa bomo skupaj z določenimi znanimi gosti, potem pa tudi nekako odkrivali talente nas posvojiteljskih družin in pa posvojenih otrok. Tako da si zelo želimo, da ob tej 30-letnici te teme neplodnosti, posvojeni otroci, biološke korenine, pomen priprave na posvojitev, da bi nekako v javnosti dobile več priložnosti, da bi se o tem lahko več govorilo in da bi tudi tisti, ki so v stiski, ki ne morejo imeti svojih otrok, ki ne najdejo informacij, prišli do tega in potem tudi se ustrezno pripravili,
da bi bili lahko potem dobri starši posvojenim otrokom. Pa še eno vprašanje pred sklepom današnje oddaje Srečanja. Poglejte, pogosto se zgodi, ali pa vsaj današnja miselnost je, otrok je moja pravica. Vidva sta pa govorila ravno nasprotno, torej vidva sta tam, da podpreta otroka. Vaju otrok potrebuje, se pravi otrokov najboljši interes, a ne? Tudi ko so zahteve določenih parov, tudi recimo, če zdaj pogledamo ali istospolnih ali kakorkoli, otrok je moja pravica. Kako pa vidva gledata na to? Obrnjeno. Otrok ima pravico, bom rekel, do staršev, do vzgojiteljev, do odraslih ljudi, ki mu bojo nudili vzgojo, podporo, zatočišče, oskrbo. In ko začneš enkrat iz tega vidika gledati na posvojitev, seveda se marsikatero vprašanje veliko hitreje razreši. Seveda otrok se v teh javnih razpravah, ki ste jih omenili, se jih ne sliši, tudi nimajo volilne pravice, ne? In je morda zato manj poudarka, ampak v osnovi so posvojitve namenjene njim. In če se tega zaveš, potem je, bom rekel, so stvari enostavnejše. Ja, jaz moram povedati, da to so naučili te odrasli posvojeni, ki so tudi v društvu, kjer svojo izkušnjo dejansko pripovedujejo in tam lahko potem čutiš, kaj otrok doživlja, kako to drugače doživlja kot nekdo, ki ni bil posvojen. In pred kratkim je ena od teh odraslih posvojenk rekla: Erna, ko bo družba sprejela, da smo bili mi zavrženi, ko boste nas v tej točki razumeli, potem boste lahko razumeli vse ostale stvari, kar se pač tičejo posvojitev. In to je tisto, tako kot na eni strani ta bolečina neplodnosti, na drugi strani pa ta bolečina zavrženosti, in potem odgovori pridejo zelo enostavno naprej. Tako da je dejansko otrok, ki je bil zavržen, tisti, ki ima pravico, da mu tako država kot družba omogoči po eni strani starše, taki, ki so sposobni za njega skrbeti, ki so pripravljeni na to in ki ne nekako pod preprogo skrivajo te svoje bolečine, ki potem vedno znova udarja na plan skozi življenje. Tako da meni se zdi to zelo, zelo pomembna zadeva in to je razlika. Ta glavne dve točki, ki se razlikujeta od ostalih družin, ki mogoče pa niso šli čez tako izkušnjo. Je pa res potrebna, kot ste rekla, dobra priprava. Je pri nas poleg društva Deteljica še kakšno podobno društvo? Jaz ga ne poznam. Jaz tudi moram povedati, da ko sva se midva, sploh ko sva začela to iskati, to področje, tega zelo malo pri nas vse o tem govori. Na centrih za socialno delo pač dobiš te osnovne informacije, to je pač protokol, kako zadeve izpeljati, psihološke teste narediti in podobno, da bi pa tako kot društvo tako obstajalo, ki bi nudilo pomoč predvsem najprej v prvi točki parom, ki ne morejo imeti svojih otrok, ker oni morajo najprej razrešiti neplodnost, da lahko potem zgodba gre naprej. Tega ne poznam. Tako da to mi, da sva zelo hvaležna, da sva to našla in da to društvo obstaja in da nekako pomaga tistim, ki si to želijo. Ja, res upam, da bo tudi današnja oddaja opogumila mogoče kakšen par, ki nas zdaj posluša, da se odločijo, vstopijo v stik z društvom Deteljica, mogoče pa najdejo svojo pot tudi na ta način. Vsekakor, zelo dobrodošli. Zelo dobrodošli, ja. Hvala vama, Erna in Damjan Dolinar, za obisk v našem studiu, za vse, kar ste podelila z nami, za iskrenost, za to, da ste pripravljena bila sprejeti otroke in da živite zdaj kot družina. Hvala še enkrat. Hvala za povabilo. Hvala vam. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Oddajo boste lahko kmalu našli v našem audio arhivu, če ste zamudili ali pa če bi jo želeli dati poslušati mogoče kakšnemu od prijateljev, ki se sooča s podobnimi izzivi in bi lahko tukaj našel kakšnega od odgovorov. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.